občini Ormož se je 1. septembra začel pouk za 1003 osnovnošolce. Od teh jih je šolski prag prvič prestopilo 127, 97 pa jih osnovno šolanje zaključuje. V ormoški gimnaziji imajo skupaj 141 dijakov. Osnovna šola Ormož ima v novem šolskem letu 367 šolarjev, od tega 42 v prvem razredu in 39 v devetem. Prvi dan je bil, tako kot po vseh osnovnih šolah, slavnosten. Zbrane pred šolo je najprej pozdravila ravnateljica. Spet je pred vrati 1. september, prvi šolski dan. Različno ga doživljamo. Prvošolčki verjetno najbolj nestrpno in z največjim vznemirjenjem. Ostali pa z različnimi pričakovanji in ambicijami. Večina se vas zagotovo veseli ponovnega snidenja s sošolkami in sošolci, sklepanja novih prijateljstev in seveda tudi usvajanja novega znanja. Šolske torbe so, verjamem, pripravljene, šolske potrebščine podpisane, zvezki nared, da vanje začnete pisati nove vsebine. Kljub številnim obveznostim, ki jih prinaša šolsko leto, vsem želim, da boste v šolo hodili z veseljem in z dobrimi občutki, brez pretiranega strahu pred ocenami in nejevolje zaradi domačih nalog. Naj vladajo pozitivne plati učenja in druženja. Znanje je izjemnega pomena in odpira številne poti. Spoznavanje novega in pridobivanje odgovorov na vprašanja, ki se vseskozi porajajo, naj zato poteka v prijetnem vzdušju. Prav je, da ste prizadevni pri učenju in raziskovanju in enako pomembno je, da znate uživati sleherni trenutek. Cenjene učiteljice in učitelji, strokovni delavci, vsi ostali zaposleni, želim vam pravo mero kreativnosti, inovativnosti in strpnosti. Spoštovani starši, ne pozabite pomembne vloge pri določanju vrednot in spodbujanju vaših otrok ob premagovanju različnih izzivov odraščanja. Srečno, uspešno in varno novo šolsko leto vam želim. Novo šolsko leto prinaša nove izzive tudi na vseh ostalih osnovnih šolah v občini, pa seveda tudi v Središču ob Dravi in v Svetem Tomažu. Najprej poglejmo v osnovno šolo Ivankovci in potem še vse ostale. V osnovni šoli Ivankovci to šolsko leto začenja 160 učencev ter 54 otrok v vrtcu. Tako da se je ta številka tudi letošnjo leto še malo povišala, tega smo zelo veseli. Tako da v tem trenutku vstopamo z 212 skupno vrtce in šola učencev ter za njih poskrbi 35 zaposlenih. In koliko jih je šolski prag prestopilo prvič letos? Naših prvošolcev je 22. To se nam zdi zelo vredo, ta številka omogoča tudi v nadaljevanju pri določenih predmetih razdelitve v skupino. Na drugi strani pa to pomeni pravi izziv v smislu socialne interakcije in tudi učnih procesov. In koliko jih je v 9. razredu? 9. razred ima nižjo številko, učencev v 9. razredu je 13, no tu pa poskušamo tudi še zadnjo leto učitelji torej te učence močno opolnomočiti, opremiti z znanjem in potem tudi veščinami za življenje, vse, kar bi jim lahko koristilo v srednji šoli. Verjamem, da vam načrtov ne zmanjka, kaj bo novega v tem novem šolskem letu? Ja, naša osnovna šola je bila ena izmed tistih osnovnih šol, ki je zelo hitro vstopila v poučevanje tujega jezika v prvem triletju. Tako da se to šolsko leto učenci 4. razreda učijo prvi tuji jezik 3. leto. Torej začeli so v 2. razredu, 3. in sedaj so v 4. To pomeni, da 3. leto se že učijo prvi tuji jezik. To je največja vsebinska sprememba, potem pa učenci 4., 5. in 6. so lahko izbirali neobvezni izbirni predmet, tako kot tudi vsi ostali učenci v Sloveniji. Pri nas so izbrali torej šport in tehniko. Učenci 3.
tretjega triletja prav tako neobvezni izbirni predmet. Naši učenci so izbrali drugi tuji jezik, tako da se vsi naši učenci tretjega triletja učijo 2 tuje jezika, prvi angleščino, drugo nemščino, in učenci prvega razreda so prav tako izbrali neobvezni izbirni predmet, prvi tuji jezik angleščino, in tudi ti se učijo torej vsi tuji jezik angleščino. No, verjamem, da to ni vse od projektov, ki jih vaša šola izvaja. Na kaj ste še recimo posebej ponosni, kaj bi izpostavili? Največ mi tudi to šolsko leto poskušamo torej delati na formativnem spremljanju napredka učencev, kar pomeni, da res poskušamo individualno vsakega otroka, učenca torej opremiti z nekimi veščinami in znanji in hkrati mogoče res vedeti, kako učenec napreduje pri posameznih vsebinah ali pa pri večini vsebina. Na to formativno spremljanje seveda nekako poskušamo kot podcilj povezovati medpredmetno načrtovanje, kar pomeni medpredmetno povezovanje pouka. To izgleda v praksi tako, da torej kakšne vsebine, ki so lahko vezane na 2, 3 različne predmete, izpeljeta ta 2 učitelja v istem razredu z istimi učenci hkrati pa ti učenci lahko pridobijo potem tudi ocene hkrati pri teh 2 predmetih. Tu poskušamo celostno vplivati na torej znanje učencev, da ne bi tako popredmetno pogledali na znanje, ko ga mogoče v življenjskih situacijah pač tudi potrebujejo. Velikokrat ugotavljamo, da učenci imajo določene veščine in znanja, vendar se morajo spomniti, da je to mogoče matematika, da je to kemija, ne pa tako kompleksno. Tako da medpredmetno potem tisto še vedno delamo veliko na medsebojnih odnosih in dobrim počutjem, v tem trikotniku učenci, zaposleni, starši, pa seveda na zdrav način življenja v sklopu ekošole, zdrave šole, na eni strani delovanje znotraj torej naše šole in šolskih prostorov, znotraj vrtca in vrtčevskih prostorov, na drugi strani pa širše navzven, torej sprejemljivo do okolja, narave, živali, in na ta način pač nekako prav tako vplivamo na nek odnos. Ste v teku počitnic morda kaj postorili v sami šolski zgradbi? Seveda, mi poskušamo tudi z izboljšanjem prostorov za delo v vrtcu in šoli vsako leto pač na nek način izboljšati, čeprav vemo, da to ima mali vpliv na znanje učenca, pa vendar. Torej, spreminjamo prostore šolske knjižnice, računalniške učilnice in del hodnika v prostore krajevne knjižnice, ki bi naj zaživela ob koncu tega koledarskega leta ali pa torej na začetku naslednjega koledarskega leta. Drugo investicijsko vlaganje se navezuje na torej predmetni pouk sanitarije deklice. Tam smo spremenili oziroma v kompletu torej zamenjali vse, kar je v teh prostorih pač potrebno zamenjati, od tlakov do vsega. V vrtcu pa smo 2 igralnici torej pokrili z stacioniranimi terasami in s tem omogočili, da otroci vrtca in vzgojiteljice torej del procesa lahko v kakršnem koli vremenu izpeljejo v zopet nekem zdravem okolju. Ja, šolsko leto 2016-17 nekje štartamo s približnim številom otrok od v lanskem letu, to se pravi, da se je trend padanja zaustavil, tako da smo lahko zadovoljni. Pri Miklavžu bomo imeli 119 učencev, 13 od tega bo prvošolcev, ki so danes prišli prvič v, če lahko rečem, Gulič šolske klopi, nekoliko manj kot lani, vseeno pa dovolj, da se nam je pri Miklavžu število oddelkov povečalo spet za enega. Namreč v preteklih 4 letih smo imeli 2 kombinirana oddelka zaradi zmanjšanega vpisa, sedaj imamo samo enega in naslednje leto jaz mislim, da bo glede na trende spet, rekel sem, 9-letna osnovna šola. Podružnica Kok ima 31 otrok v 3 oddelkih, 2 od tega sta kombinirana, en je samostojen, tu nekje že leta držimo tudi ta trend, tako da smo relativno zadovoljni. Število otrok je majhno, ampak sigurno na to vplivajo tudi demografske, socialne razmere okolja, dosti ljudi se je izselilo. Je pa vidno, da se že vračajo nazaj, pa tudi, če lahko rečem,
Ti mladi domačini so tudi malenkost bolj hrabri in se odločajo še za kakega otroka, tako da, tako kot v celi Sloveniji, število otrok prvošolcev raste. To nas lahko veseli, tudi kot narod Slovence, ker je že nekaj let bil trend popolnoma drugačen. Pa ena stvar, v vrtcu smo prav tako zadovoljni. Od leta 2012, ko se je vrtec pripojil k osnovni šoli Miklavž pri Ormožu, lahko rečem, da imamo odličen vpis, 3 oddelke pri Miklavžu, 2 oddelka na Kogo, pri podružnici. Na Kogo je letos rekord, zadnjih 10-20 let, lahko rečem 33 otrok v 2 oddelkih. Pri Miklavžu mislim, da je 47 otrok, dovolj za 3 polne, močne oddelke, in to je nekje tudi garancija za to, da bodo oddelki samostojni in dovolj polni tudi pozneje v osnovni šoli. Mislim, da smo tudi nekje v okolju prepoznani s kvalitetnim delom, in to smo že v preteklih 3 letih doživeli primere, da so starši, ki so prej vozili otroke v Ormož, tudi v Maribor zaradi službe, pripisali nazaj v vrtec k Miklavžu, kar je najbolj pomembno zaradi tega, ker pozneje se težko starši odločajo, da bi vpisali otroka v matično šolo v šolskem okolišu, ko že 2-3 leta hodijo med svojimi vrstniki nekje drugje. Kaj bo novega na šoli? Boste izvali kakšne posebne nove projekte? Imate kakšne posebne načrte? Pa ne vem, če je kaj novega, vsekakor bi rekel, nadaljujemo kvalitetno delo v uveljavljenih projektih. Nekateri interni so novejši, nekaj še potekajo pogajanja, če bi se vpisali, drugače pa nekje projekti, ki so naravnani na trajnostni razvoj, ki nekje tudi skozi celostno, bi rekel, podobo otroka v tem 21. stoletju vplivajo. Tu bo velik poudarek, to se pravi zdrav odnos do okolja, zdrav odnos do gibanja, do zdravja, do prehrane. To je prioriteta. Na drugi strani normalno delamo v projektih, ki nekje zagotavljajo sodobne učne strategije, metode, oblike dela, ki zagotavljajo tudi dovolj pridobivanja znanja in predvsem samostojnosti in odgovornosti otrok, kaj se mi zelo pomembno nekje v tem obdobju, ker vemo, virov za iskanje znanja je dovolj, celo preveč. Učenci jih morajo znati poiskati, morajo nekje tudi kritično ločiti, odbrati tiste pomembne in sami potem sprejeti tiste izvlečke, kar je za njih potrebno in nujno. Kaj se je dogajalo na zgradbi šolski, telovadnico, kot vidimo, obnavljate? Dogajalo se marsikaj, lahko rečem. Ampak dobro, gremo. Jedilnico smo prenovili, prav tako razdelilni pult, to je pravočasno končano v roko. Nažalost pa smo imeli probleme z neurji. Neurje nam je zalilo telovadnico. Zaradi takih in drugačnih razlogov še ni prišlo do sanacije, dela potekajo, tako da računam, da bi nekje do sredine septembra po zagotovili bila zaključena. Namreč potrebna je kompletna obnova parketa, potem brušenje, lakiranje. Gre nam na roko tudi, da je vreme, ta srednjeročna, bi rekel, vremenska napoved je zelo dobra, tako da učenci ne bodo prikrajšani za gibanje, ker verjamem, da se v počitnicah niso kaj preveč gibali, te generacije so mogoče malenkost drugačne, kot smo bili mi, ampak bomo organizirali vse tako, da bodo vsi cilji nekje doseženi. Na osnovni šoli Velika Nedelja je v tem šolskem letu skupaj kar 307 učencev, od tega jih je torej 80 na podružnici, največ doslej, in pa preostanek, torej 227 na centralni šoli tukaj pri Veliki Nedelji. Koliko je prvošolcev in koliko bo v tem šolskem letu devetošolcev? Prvošolcev je letos kar 46, seveda skupaj s Podgorci, in pa devetošolci. Devetošolcev je letos malo manj, in sicer jih je 26. No in koliko je prvošolcev, če specificiramo to številko, ki ste jo navedli, v osnovni šoli Velika Nedelja, in koliko v Podgorcih? 31 jih je pri Veliki Nedelji in pa 15 v Podgorcih. Je kaj novega na šoli? Boste izvali kakšne posebne projekte ali boste ustaljene samo nadaljevali? Tako, projekti, ki so zastavljeni večletno, se bodo nadaljevali. Seveda jih je kar veliko, tam blizu 30, večjih, manjših, srednjih. Sicer pa nekaj novega za to šolsko leto, res čisto novega, ne načrtujemo.
Kaj pa je bilo postorjenega morda kaj tudi, kar se tiče obnove na sami šolski zgradbi tukaj in v Podgorcih? Večjih rekonstrukcij na sami šoli letos nismo delali. Res je, da smo čez počitnice prebarvali kar nekaj hodnikov, tudi kar nekaj učilnic, kolikor se je pač dalo. Bilo bi potrebno še več, ampak postopoma so rekli tisti, ki pač financirajo. In torej v športni dvorani, ki spada tudi pod osnovno šolo Velika Nedelja, tam je bila malo večja rekonstrukcija in sicer smo že v mesecu juliju torej obnovili obe kopalnici. Popolnoma obnovili, torej popolnoma na novo. Kako je z vrtcem v Podgorcih, ki bil je pravzaprav načrt oziroma govorilo se je, da bi se priključil osnovni šoli? Je to aktualno še vedno? To je še vedno aktualno, saj je občinski svet občine Ormož ta sklep že sprejel. Res pa je, da ta sklep začne veljati komaj v naslednjem šolskem letu, kar pomeni, če se ta sklep ne spremeni, bo v naslednjem šolskem letu, torej 17-18, se vrtec Podgorci priključil k osnovni šoli Velika Nedelja. Bo to kakšna dodatna obremenitev za vas kot ravnatelja? Mislim, da ne, sicer pa bomo videli. Ja, torej v tem šolskem letu bo sedlo v šolske klopi 141 učencev, od teh pa pričakujemo zdaj vsak trenutek, kot vidite, da se že zbirajo tukaj 18 učencev, ki prihajajo v prvi razred. Imamo pa v 9. razredu prav tako 18 učencev, v vrtec pa prihaja v tem šolskem letu 67 otrok, od tega 21 novincev, seveda pa vsi otroci v vrtcu niso danes prispeli v vrtec, ampak se nam bodo nekateri pridružili tudi med letom. Kaj pa je sicer novega? Boste izvajali kaj posebnega na vaši šoli v teku šolskega leta? Vedno je kaj novega, kaj posebnega, ampak jaz najprej rada poudarim tisto osnovno, zaradi česar smo tukaj in to nam je najpomembnejše, torej to osnovno naše poslanstvo, da izvajamo vzgojno-izobraževalno delo in da se trudimo, da je to čim bolj kvalitetno in da strmimo k odličnosti. V šoli je letos novost to, da v 2. razred uvajamo prvi tuj jezik kot obvezen tuj jezik in pa to, da se neobvezni izbirni predmeti širijo v višje razrede, kot je bilo to prejšnje šolsko leto. Med programi, projekti pa naj omenim to, da v šoli letos razširjamo tradicionalni slovenski zajtrk z aktivnostjo Otroci kuhajo otrokom. Šolski ekovrt smo začeli postavljati in letos to intenzivno peljemo naprej. Potem pa projekt Živimo vrednote, kar se nam zdi zelo pomembna aktivnost. Na področju športa, zdravega načina življenja je to zdrav življenjski slog, ki ga otroci imajo izjemno radi in ga bomo tudi peljali naprej še to šolsko leto. Zdrava šola je tista, ki seveda bo delala naprej oziroma za katero se bomo trudili, ter seveda veliko dodatnih upestritvenih dejavnosti. V vrtcu pa enako. Najprej je tisto glavno in temeljno osnovno naše poslanstvo, stremimo k temu, da ga upravljamo čim bolje in da zagotovimo otrokom dobro počutje, poleg tega in varno okolje, ter seveda, da jim ponudimo čim bolj dobre, bogate, številne dejavnosti in v vrtcu so to mnoge obogatitvene dejavnosti, od tistih, ko se začenjajo jeseni v tednu otroka in nadaljujejo skozi vse leto. Naj omenim recimo dan brez igrač, pa čajanke pod krošnjami, druženje s starši, sodelovanje s krajem in podobno. Tudi v vrtcu imamo nov projekt, ki ga bomo peljali letos in sicer to je ekovrtec, ki ga doslej pri nas še ni bilo, ter seveda vsi drugi projekti in programi. Med njimi je najbolj zanimivo mogoče Pomahajmo v svet, ko se povezujemo z vrtci po svetu in z njimi potem preko sodobnih medijev sodelujemo. Je bilo v teku počitnic postorjenega kaj na šolski zgradbi oziroma na zgradbi vrtca? Velikih investicijskih del nismo imeli, kot veste, je naša šola prenovljena bila pred kratkim in so pogoji za delo odlični. Tudi vrtec je prenovljen, posodobljen, tako da velikih posegov ni bilo, so pa bila manjša investicijska dela in manjša vzdrževalna dela, ter seveda generalno čiščenje in priprava za to, da se bodo otroci in vsi skupaj zaposleni dobro počutili in da bomo delali v zdravem in varnem okolju. Zdaj v tem šolskem letu imamo vpisanih v osnovno šolo 166
otrok, od tega v prvem razredu prvošolčkov je 17, prav tako je 17 devetošolcev, ki bodo ob koncu šolskega leta našo šolo zapustili. Imamo pa zelo lep vpis za to šolsko leto vrtco, tako da imamo 5 oddelkov ali v številki povedano 75 otrok. Kaj je novega na šoli? Boste kaj novega? Imate kakšne nove projekte v načrtu oziroma karkoli pač? Zdaj tako, nekateri se nadaljujejo, ki so že stalni, drugače pa smo nekako v tem šolskem letu pristopili bolj sistematično k opredelitvi in pa vključitvi učencev v interesne dejavnosti po triadah, tako da bi začeli z določenimi interesnimi dejavnostmi v prvi triadi, kateri je bilo malo manj zastopano na tem področju, potem pa nadaljujemo tudi v višjih razredih. Je bilo morda narejenega kaj novega, kakšna adaptacija v teku počitnic na šoli? Zdaj med počitnicami smo mislili tudi na to, pa glede na to, da je šolska zgradba že precej v letih, je potrebno vedno kaj narediti, postoriti, vzdrževalna dela se vedno pojavijo, smo pa prepleskali spodnje dele, jedilnico, del hodnikov, avlo in pa nabavili tudi 2 interaktivni tabli za 2 učilnici in jo tudi prepleskali. Na gimnaziji Ormož je letos 89 dijakov v gimnazijskem programu, od teh je 19 dijakov v prvem letniku, v četrtem pa 22. V programu predšolska vzgoja je skupaj 52 dijakov, od teh jih je v prvem letniku 23. Drage dijakinje, dragi dijaki, gimnazije Ormož, lep pozdrav na prvi šolski dan v novem šolskem letu. Še posebej med nami pozdravljam naše novince, dijakinje in dijake, naše 19. vpisne generacije. Letos jih je kar 41 in tako je naše skupno število dijakov letos 141. Želim, da ste med sabo prijateljski, strpni, da se povežete, da drug drugega spodbujate, si pomagate in se podpirate na skupni poti učenja. Tudi profesorji se bodo skupaj z mano trudili, da vam bomo suvereno predali strokovna in življenjska znanja. Od vas pa pričakujemo veliko odzivnosti, odgovornost, voljo za učenje in vztrajno delo ter sprotno učenje. Za vas gre, dijaki, za vašo prihodnost, zato vaš trud ne sme izostati. Veliko uspeha in visokih dosežkov vam želim in srečno v novem šolskem letu. Hvala. Srečno tako dijakom kot osnovnošolcem, pa seveda uspešno na poteh do novih znanj, ki vodijo do željenih ciljev. Okrog 150 iz vseh 3 občin pa je takšnih, ki so se na srednje šole odpravili drugam in tako nove izzive iščejo od Murske Sobote, Ljutomera, Ptuja, Maribora in Ljubljane.